Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Kar veliko se zadnje čase govori o Ljubljani, o ljubljanskem županu, o ljubljanskem mestnem svetu, o tem, kaj se dogaja v naši prestolnici. Marsikaj morda dobrega, marsikaj najbrž tudi spornega. No, in ker sem želela izvedeti o tem nekaj več, namreč ugotovila sem, da sem se morala pravzaprav kar malo poglobiti, da sem ugotovila, kako mestni svet deluje. In zdelo se mi je, da najbrž marsikateri Ljubljančan, zlasti tisti, ki ne gre niti na volitve, ki mu je vseeno, kaj se dogaja z mestom, ne ve, kako dejansko deluje, kakšne so tudi naše pravice meščanov, oziroma kje se nam morda te pravice celo kršijo. Zato sem povabila na pogovor gospo Mojco Kucler Dolinar, ki je univerzitetna diplomirana pravnica in mestna svetnica Nove Slovenije. Spomnili pa se je bomo tudi, in to je bila pravzaprav ta poudarek na izbiri, da je kandidirala pri zadnjih teh nadomestnih volitvah za županjo mesta Ljubljane, kar pomeni, da mora dobro poznati in dobro vedeti, kako Ljubljana deluje. Pozdravljeni, gospa. Lep pozdrav. Poglejte, en takle kratek uvodek, kaj vse se dogaja, kaj se ne, moram pa reči, da pravzaprav prihaja zelo malo informacij o tem, kaj se dogaja, predvsem pa ni informacij iz opozicije. Zakaj ni informacij? Ali jih vi ne dajete? Meni ste se sicer prijazno odzvali, ko sem vas povabila, ali je morda vendarle tisto, na kar se opozarja, da vam mediji ne ponudijo dovolj prostora? Ja, pravilna je vaša ugotovitev, predvsem v tem izhodišču, da kadarkoli nas mediji povabijo, se radi odzovemo. Prav zato, ker se mi zdi zelo pomembno, da Ljubljančani vedo, kaj se z njihovim mestom dogaja, kaj se dogaja z okoljem, kaj se dogaja z financami, kaj se dogaja z zemljišči in pravzaprav z vsem, nad čemer ima oblast, če tako rečem, župan in pa mestni svet tudi. Sicer pa smo že večkrat poudarjali in tudi sama sem imela v svojem programu, omenili ste mojo kandidaturo za županjo, zapisano, da bi ob izvolitvi uvedla tudi prenose sej mestnega sveta. Namreč se mi zdi, da to je tista oblika, kjer se res lahko vsak, ki ga to zanima, in pravzaprav jaz pravim, v demokraciji bi vsakega moralo to zanimati, lahko pogledal dejansko stanje, stališča, brez bi rekla tistega opredeljevanja posameznega novinarja do nekega stališča posameznega svetnika ali pa svetniške skupine. In škoda, da se tudi seje mestnega sveta ne snemajo ali pa neposredno ne prenašajo po enem izmed kanalov in morda tukaj povabilo tudi vaši televiziji, da naslovi kakšno pobudo na mestni svet in sama bi jo z veseljem in prepričana sem, da tudi mnogi svetniki, moji kolegi svetniki podprla. No, zanimivo. To se pravi, rokavica je vržena, bomo videli, kaj se morda lahko zgodi v bodoče. No, recimo pa, če greva takole, prebrala sem na spletni strani, seveda mesta Ljubljane, da je mestni svet mestne občine Ljubljana najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti mestne občine Ljubljana. Pravzaprav, kaj so pravice in dolžnosti občine? Včasih imam občutek, da pravzaprav gre tu predvsem za pravice, manj za dolžnosti. Ja, ne bi smelo biti tako, predvsem je lokalna skupnost, torej občina, mestna občina ali pa glavno mesto pa še toliko bolj odgovorno za vse tisto, kar se znotraj občinske uprave, tudi mestnega sveta počne. Lahko rečem, da gotovo največja pristojnost je ravnanje z javnimi sredstvi, se pravi za sredstvi, ki jih dobimo v proračun mestne občine Ljubljana in tukaj je, kot lahko rečem, tista krovna stvar obravnavanje in pa tudi sprejem proračuna. Vsako leto ali pa 2 leti, ko se obravnava proračun. To je po moji oceni krovni dokument, ki mora zanimati svetnike in na katerega morajo svetniki imeti tudi vpliv. Gotovo ni nepomembno ravnanje z premoženjem, se pravi, to lahko v ta sklop tudi dajem, z zemljišči, s poslovnimi prostori in pa z drugimi nepremičninami, s katerimi mestna občina Ljubljana razpolaga.
Predvsem se mi zdi izjemno pomembno pa, da skuša z vsemi svojimi ukrepi, torej tako že omenjenima odlokoma, ki ga sprejemamo, pa tudi z mnogimi drugimi, da vpliva na kvaliteto življenja posameznika. Tukaj pa pride do čist, bi rekla, takih enostavnih stvari, ki se posameznika dotikajo od jutra pa do večera. Od tega, ko zjutraj porabimo kopalnico in se vprašamo, kam gredo odplake, in tukaj je manko v Ljubljani, o katerim bova še gotovo naprej v nadaljevanju govorile, torej kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje in podobno. To so vse tiste reči, predvsem pa, kar se pa tiče samega delovanja občine, predvsem pa torej mestne občine Ljubljana, pa je pomembna vloga mestnega sveta tudi njegova nadzorna funkcija. Po eni strani jo imamo svetniki z pobudami, vprašanji, ki jih tudi vlagamo in ki jih naslavljamo na župana, po drugi strani pa imamo tudi nadzorni odbor, ki pregleda vsakoletno poslovanje. In tu pa bi si želela, da bi te ugotovitve bile tudi bolj predstavljene javnosti. Torej, to je organ same mestne občine Ljubljana, nadzorni odbor, ki pregleda različne posle in pa poslovanje občine. Poglejte, nekaj zanimivega, ne? To se pravi, mestni svet ima 45 članov, ki se sestajajo na rednih, izrednih in slavnostnih sejah, tako piše. No, in potem sem seveda malo pogledala, kakšna je sestava. 25 svetnikov, torej to je precej več kot polovica, več tudi kot dobra polovica. Ima lista Zorana Jankovića, potem opozicija, to se pravi stranke SDS, Nova Slovenija in Zeleni, imate 13 glasov, kar je pravzaprav skoraj polovico manj. Potem ostajajo še LDS, stranka upokojencev in SD, ki imajo še nekaj malega glasov. Pravzaprav, ali se vam zdi, tu gre za vaše osebno mnenje oziroma mnenje morda tudi strokovne javnosti, da je ta mestni svet dejansko še demokratičen. Včasih se mi zdi, kot da je demokracija po demokratični poti ukinila demokracijo. Namreč nadzor nas, malih ljudi in nekoga, ki bi v našem imenu pravzaprav dejansko imel možnost pri kakšni stvari, ki pa vendarle ne bi smela iti skozi recimo odločanje, pa vendarle nimamo nikogar, ki bi takrat posegal. Ja, gotovo je zelo dobro nastavljeno to vaše izhodišče, ker po eni strani govoriva o demokratičnih volitvah, na katerih je bil izvoljen tako župan kot tudi večina, ki jo ima v mestnem svetu. Po drugi strani pa vidimo primere iz zgodovine, da imajo volivci včasih tudi napačno presojo, torej volivci ni nujno, da imajo vedno prav. In predvsem v situaciji, kakršna je v Sloveniji, tudi če pogledamo, pa nikakor, da bi hotela se negativno opredeliti do slovenskih medijev, ker nekateri so izjemno korektni, vendar pa le medijsko področje še ni normalizirano. In težava vsakokratnega kandidata, ali se gre za župana ali kandidata za mestni svet, ali letos bodo aktualne predsedniške volitve, je v taki medijski strukturi, da dejansko ne more predstaviti svojega programa. In kot ste omenili, ta večina je tista, ki mnogokrat v večini primerov preglasuje in opozicijski svetniki težko prodremo svojimi predlogi. Vendar pa se je v zadnjem času pa pokazalo, zdaj ne vem, ali je to trenutna taktika, čas bo pokazal, čas bo prinesel svoje, da pa je ta absolutna večina, ki se je vzpostavila v mestnem svetu, bila nekako razbita. Naprimer, zelo evidentno je bilo glasovanje o direktorju, ponovno glasovanje o direktorju Lekarne Ljubljana, torej Marku Jakliču, ko je bilo glasovanje že precej mejno,
20 za, 16 proti, kar kaže, da se posameznih svetnikov, tudi tistih, ki jih ne moramo šteti kot opozicijske svetnike, pač je dotaknilo to, da pri tej stvari nekaj ni v redu. Da je že poseglo na tisto območje vprašanja obče človeških vrednot, etike, morale, kar pa je potrebno, da smo vsi v politiki tudi na to občutljivi. No, saj zadnje čase se o tem malo več govori. Imela sem občutek, da prej se pa o tem dejansko niti ni govorilo. Kakšen imate recimo vi občutek kot mestna svetnica? Koliko mandatov ste že? Prvi? To je moj drugi mandat. Jaz sem bila izvoljena že ob lokalnih volitvah leta 2006, kjer sem bila, bi rekla, pol mandata, kajti potem sem bila pa imenovana oziroma sem prevzela funkcijo ministrice in to ni združljivo za svetniško funkcijo. Torej, to je moj drugi mandat in dejansko prav je, da govorimo tudi o vprašanju etike in morale. Seveda boste lahko rekli, ali pa mogoče gledalci, uvodoma ste me predstavili kot pravnico, ja, to sem, seveda, in bo takoj potem vprašanje, kaj pa se, če nikomu ni nič dokazano, a to ne presega potem neko polje tistega, v kar se lahko še vtikamo, kar lahko polemiziramo. Vendar je pa ta stvar taka, da pač v politiki, pa tudi v družbi nasploh morajo veljati določena pravila in prav je, da so to etična in pa moralna pravila in ko se ravna z javnimi sredstvi, morajo biti te reči postavljene res visoko. Torej, sama kot pravnica nimam nobene težave, da rečem, da se mi zdi kakšno dejanje etično sprejemljivo, kakšno pa etično nesprejemljivo. Se mi zdi, da tukaj tudi vprašanje, bi rekla, ideološke pripadnosti ni toliko pomembno kot vprašanje, ali je nekaj pošteno ali nepošteno. Ker se mi zdi, to posledično ima lahko zelo negativen vpliv na družbo, na vse generacije, predvsem pa tudi na mlajše, ker potem ob takem videzu imajo občutek, da če niso otroci pravih staršev, da pravzaprav nimajo prave prihodnosti. In zato je potrebno, da govorimo tudi o etiki in morali, predvsem torej v politiki. Seveda tudi v gospodarstvu, kulturi, zdravstvu in na drugih segmentih našega življenja. No, na vse zadnje etika in morala se ne prekrivata 100%, to se pravi, etika sega širše, bistveno širše. Tu gre pravzaprav za nek osebni odnos celotne družbe in recimo, če bi bili izvoljeni za županjo, pa niste bili. Kaj bi pravzaprav danes lahko rekli, da bi bilo tisto najbolj ključno, kar bi spremenili glede na situacijo, kakršna je? Namreč ravno morda pri nadzoru, kajti če bi se zgodilo obratno, je pravzaprav vedno, to se pravi, da bi recimo ta opozicija, ki je sedaj opozicija, ravno tako dobila absolutno večino, ko bi lahko vse preglasovala, vedno znova pride do neke morda skušnjave, da ubereš isto pot. Ampak morda je ravno župan tisti, ki pa pravzaprav to lahko preseka. Ja, gotovo je župan tisti, ki lahko to presega. Predvsem se mi zdi v tem, da ne samo, da posluša, ampak zna tudi kakšna opozorila slišati. Jaz kot človek sem taka, da rada poslušam več ljudi in potem meni se zdijo ta mnenja zelo pomembna. In sploh kot politik je pomembno, da si veliko med ljudmi. Pravijo, da ne more biti dober politik tisti, ki nima rad ljudi. In to dejansko drži. Neko avtokratska drža se mi zdi, da ni dobrodošla na takih pozicijah, sploh ne na najvišjih pozicijah. Tukaj bi predvsem dve ideji izpostavila. Ena je ta, da se mi ne zdi dobra sprememba, ki se je naredila s spremembo zakona o lokalni samoupravi, da je župan tako v funkciji, če se zdaj izrazim, izvršilne veje oblasti, hkrati pa tudi zakonodajne veje oblasti. To pomeni, da hkrati predseduje tudi mestnemu svetu. Veliko boljše razmerje bi bilo med županom in pa mestnimi svetniki, da bi vodenje sej mestnega sveta prevzel nekdo od mestnih svetnikov. Župan pa je na seje kot predlagatelj dokumentov, predlagatelj odlokov,
povabljen in pač tudi v tem izhodišču se potem spostavi pravzaprav neka enakopravna vloga med županom in pa mestnimi svetniki. In tu demokracija ne more demokratično ukiniti demokracije, ne? Prav imate, ja. Gotovo bi bilo to ravnovesje veliko boljše. Druga reč, kar pa bo posebej tudi čez tole poletje bila aktualna, je pa vprašanje vpliva četrtnih svetov. Ljubljana je tako organizirana, da ima poleg mestnega sveta tudi 17 četrtnih svetov, torej vsaka četrt v Ljubljani ima tudi svoje četrtne svetnike, ampak težava se pa pojavlja ravno v tem, da je pristojnost četrtnega sveta izjemno šibka, torej nima neke uradne pravice predlagati amandmaja in tudi denar, finančna sredstva, ki jih dobijo četrtni sveti, so minimalna. Zato pa po nepotrebnem po Ljubljani nastaja en kup civilnih iniciativ. In v bistvu dviga se prah, ne? Poznamo to v Dravljah, poznamo, ne vem, na Viču, ko so začeli sekati drevesa. Neke stvari se potem vlečejo naprej, druge ne. Lokalno prebivalstvo je absolutno proti in zelo malo dejansko dobi tudi možnosti, da bi to povedalo na glas. Ja, in to je škoda. To se mi zdi izjemna škoda, da ne uporabimo tega potencijala, ki je v Ljubljančanih. Po eni strani pač jaz vidim, da je mnogo znanja, mnogo, bi rekla, intelektualne sposobnosti, mnogo talentov, ki pa kot da jih nekako za obstoječim vodenjem župan in občinska uprava želi zadušiti. In ja, omenili ste te civilne iniciative, ki pa so mnogokrat posledica, to je zanimivo, ne, da mi kot mestni svetniki smo obveščeni z nekaterimi predlogi četrtnih svetov, ki jih želimo in pa tudi pripravimo na podlagi njih, teh predlogov, svoje amandmaje, ki pa niso sprejeti. In pravzaprav zelo žalostno. V zadnjem času je bila zelo izpostavljena tudi civilna iniciativa, ki se oblikuje na področju četrtne skupnosti Polje. Namreč to je povezano z spremembami občinskega prostorskega načrta, ki so aktualne v tem času, namreč septembra, oktobra bo tudi glasovanje o tem in ravno ta civilna iniciativa, ki pa ni več, bi rekla, strankarsko razdeljena, tudi svetniki Liste Zorana Jankovića ne morejo razumeti pravzaprav predlogov župana in pa Koželja, namreč govorim o, gledalci bodo sigurno se spomnili, o vprašanju nekih stanovanjskih enot, ki jih po sili želijo narediti na področju, kjer je bilo prej namenjeno za razširitev pokopališke dejavnosti. Torej, in že sicer kot tako je področje neprimerno za stanovanja ali pa za družine. Poglejte, sploh ta občinski prostorski načrt, okrog tega se krešejo mnenja, da ne govorimo, tudi kopja letijo sem in tja. Morda bodo nekoč celo, tako kot se reče, simbolično letele glave. Ampak dejstvo je, da tu je resnično toliko nekih, ne vem, kako bi rekla, netransparentnih poslov, da že zaradi tega bi se to moralo nekako bolj obelodaniti, da bi ljudje dejansko vedeli. Tako pa imamo ves čas občutek, aha, tam se nekaj dela, tam se nekaj vsiljuje, ne nazadnje, saj stanovanje v Ljubljani dovolj, če bi se vsa naselila ali uporabila. Po drugi strani pa poglejte, kaj je bilo storjenega na poplavnem območju ali pa, če govorim čisto o mojem osebnem problemu, živim na Dvoru, nimamo kanalizacije. Nekaj metrov proč od mesta, od najlepše prestolnice na svetu, pa pravzaprav ni kanalizacije. In to so, po drugi strani imamo pa recimo, morda se je lep, tisti luksuzni, kako se že imenuje, Mesarski most, krasen, ampak zakaj? Za tistih nekaj pešcev, ki gredo tam čez. Ne vem, zdi se mi, da vendarle mogoče mestni svetniki, da imate, zdaj bom rekla, ali premalo pameti, ali pa ste premalo odgovorni, ali pa premalo razmišljate. Ja, en del mestnih svetnikov gotovo, da v tej smeri lahko bi rekli pritrdilnega odgovora, da drži, ker
po moji oceni je pomembna postavitev prioritet, torej prednosti, kaj bomo v Ljubljani delali za denarjem, ki ga imamo. In predvsem za glavno mesto se spodobi, da končno dokonča še manjkajoče napeljavo za kanalizacijo. Ne samo zato, ker zdaj pa že res Evropa na to pritiska, namreč mi smo obljubili, da bomo kanalizacijsko omrežje dokončali do konca leta 2013, pa več kot očitno tega ne bo, ampak zato, ker zdrava pamet temu pritrjuje. Mogoče za malo sprostitve, na enem od srečanj, ki smo ga imeli, ali pa jih imam tudi sama večkrat z Ljubljančani, je gospod rekel, kaj mi pomaga, da živim v glavnem mestu, dejansko pa imam stranišče še vedno na Štrbunk, če tako ponazoriva pač sistem, a ne greznic brez... To je. Da, to je dejansko, to drži in več kot 200 km kanalizacije tukaj še manjka. To je bil tudi eden izmed, bi rekla, prioritet mojega programa, pa ne glede na to, da pač tokrat še nisem bila izvoljena za županjo, to ostaja prioriteta tudi naše svetniške skupine. Namreč, ker mnogo je peticij, ko posamezniki zbirajo podpise, da si želijo ureditve teh reči. In potem po drugi strani omenjen, naprimer, Mesarski most, ki je bil izgrajen iz javnih sredstev za enormno vsoto denarja. Ko so preračunavali, koliko je stal meter Mesarskega mostu v primerjavi z nekaterimi drugimi mostovi po Evropi, je to, bi rekla, neverjetno. Večkratnik smo presegli neko normalno ceno izgradnje naprimer takega mostu v kateri drugi državi. In še druga stvar je pomembna v zvezi z Mesarskim mostom ali pa podobnimi investicijami, tudi v zvezi z investicijo in pa urejanjem območja okoli štadiona, da se z njih sredstvi javnih podjetij, torej javnega podjetja Vodovod kanalizacija Voka ali pa javnega podjetja Energetika Ljubljana, plačuje to vrstne investicije. Torej nekaj, kar bi moral narediti izvajalec, če zdaj ponazorim Grep v primeru štadiona, ker pač tega ni naredil, je uredilo, ker je moralo biti urejeno javno podjetje Vodovod kanalizacija in druga Ljubljana. In to pomeni te podražitve, ki so vedno znane. Tako, to mora biti nekam všteto in to pa je všteto v ceno pač storitev, ki jih pa plačujemo mi Ljubljančani. In a vidite, to se mi zdi, da niso samo, bi rekla, besede ene od opozicijskih svetnic v Ljubljani, ampak na to kažejo in opozarjajo mnoge analize. Zadnja v teh dneh smo lahko brali, da Ljubljano zapuščajo družine, pač ljudje, ki imajo v sebi nek potencial, ker se jim Ljubljana ne zdi perspektivno mesto. Jaz imam isto bojazen, da se ne bi to zgodilo tudi za našo državo, zato mogoče samo za vmes se mi zdi pomembno, da smo končno sprejeli ukrepe, rekla te, ki so bili sedaj potrebni tudi na državni ravni. Ampak to želim povedati, da ne zdi se jim, da v Ljubljani živijo kvaliteto življenja. Stanovanja ste omenili, cena stanovanja je še vedno izjemno visoka in ta nepremičninski balon, kot da noče in noče početi. In jaz si želim, da bi tudi v sodelovanju, predvsem z republiškim stanovanjskim skladom, bi rekla, začeli z ukrepi, kjer bi te stvari, te nepremičnine, ki so zdaj pretežno v lasti bank, prišle tudi na trg. In to, na podlagi tega bomo lahko rekli, da je Ljubljana lepo mesto, Ljubljana mesto, kjer se vsak čuti zaželjenega. In v tej smeri še vedno bodo šle tudi naše pobude, tudi svetniške skupine Nove Slovenije. Poglejte, še nekaj me zanima. Recimo vsakokratne volitve v Ljubljani, kaj se pokaže? Da voli zelo malo ljudi. Kaj bi pravzaprav lahko storili, da bi ljudje postali tudi za to bolj zainteresirani? Naj da bi rekli, pa saj je vseeno, komu dam glas. Na vse zadnje se nič ne spremeni po eni strani, po drugi strani spet tisto, kar recimo je na nek način bilo vrženo v eter, pa se je prijelo, vsi so enaki. Ni res.
niso vsi enaki, nikoli nismo bili vsi enaki in zagotovo nikoli ne bomo. Kaj pravzaprav lahko vi kot mestna svetnica ali pa recimo morda spet kandidatka za naslednje županske volitve lahko storite, da bi pravzaprav na nek način se Ljubljana mogoče bolj vključila v to svojo samoupravo po eni strani. Po drugi strani, če pa vidimo, da mestni, torej te četrtne skupnosti, da so bolj ali manj le debatni krožki, da nimajo pravzaprav neke posebne vloge, da se ljudje trošijo in iztrošijo energetsko pri takih stvarih in ničesar ne dosežejo. Pravzaprav, kje je izhod iz tega nekega, ne vem, morda začaranega kroga ali pa iz nekega labirinta, kjer izhod zagotovo je, pa ga ne vidimo? Ja, zdaj, ko smo vsi skupaj, skoraj lahko rečem, tik pred dnevom državnosti, mislim, da so to ti dnevi okoli teh praznikov tisti, ki so pomembni, da poudarimo, da je demokratičen človek tudi političen človek, torej da te reči ga morajo zanimati, predvsem pa, da mora razviti neko kritično mišljenje, razmišljanje in se udeleževati tudi volitev ali referendumov. Torej, samo takrat je glas vsakega v Sloveniji popolnoma enak. Ne glede, ko govorimo, da taki privilegiji, drugi privilegiji. Pač na tisti dan, ko imamo volitve, je naš glas enak. In nasplošno se je potrebno spopasti s tem demokratičnim premanjkljajem, o katerem je govora ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Ampak kot mlada država se mi zdi, da imamo tukaj neko specifičen izziv, mogoče tudi težjo nalogo, da ljudem povemo in sama jim želim na ta način povedati, da je pomembno, da se udeležujejo teh skupnih reči. Pravzaprav proračun, dosti govorimo, kot da je to neka vsota denarja, ki pride od ne vem kod. To gre iz naših denarnic. In prav je, da si želimo tudi mi imeti vpliv na to. Hvala za tisto iztočnico, da nikakor tudi sama ne pristajam na floskulo, da so vsi isti. To ravno dela ljudi apatične ali pa pride do odsotnosti udeležbe na volitvah, češ, kaj bomo pa šli, sej nam vsi vladajo na isti način. Nikakor ne, pač vsak, tudi če navidezno imamo stranke določene cilje podobno zastavljene, pa so sredstva, na kakšen način do teh sredstev, do ciljev pridemo, zelo pomembna. In res zato si sama želim, da bi bili ponosni Slovenci, državljani, predvsem pa, da bi imeli to našo državo radi, ker ni veliko narodov, da so uspeli tako predvsem na, bi rekla, relativno miren način priti do svoje države in to je potrebno spoštovati. Hvala lepa, gospa, še naprej veliko uspeha v mestnem svetu, seveda tudi osebnega in upam, da se bova tudi v jeseni še srečevali na tej televiziji. Hvala lepa tudi vam in res želim lep dan še naprej vsem vašim poslušalcem in tudi sama bom z veseljem v vaši družbi. Nasvidenje. Nasvidenje.